Pozdravljeni, spoštovani veličastni umi. Dajmo danes izpostaviti eno miselno napako. V praksi se še vedno prepogosto srečujemo z vprašanji, zakaj pa je njemu vse tako zelo uspeva, jaz pa ne zmorem. Kako je pa ona zmogla vse to, jaz se pa tako zelo trudim, delam ko nora, vsa utrujena, na koncu z močmi pa nič. Med prepričanji še vedno opažamo, da je večopravilnost, biti multipraktik po domače, precenjena in preveč poveličevana sposobnost. Pa pravzaprav to sploh ni sposobnost. Je ena velika neumnost in nepravičnost do človeka. Kot lepo razloži Gary Keller, gre pri večopravilnosti za to, da je hitrost izvajanja nalog tako vrtoglavo hitra, da deluje, kot da se izvajajo istočasno. Tako na primer delujejo računalniki. Različne naloge si izmenično deli en vir, kar pa ne pomeni, da jih ta en vir istočasno izvaja. Če lahko to ponazorim s pletenjem kitke. 2 roki, 3 šopi, česarkoli že, in prepletamo. Zgleda kompleksno in hkrati. Veliko dogajanja. Ampak, če razčlenimo, ugotovimo, da hkrati oziroma naenkrat vleče novo potezo le ena roka z le enim šopom. Zakaj je pomembno, da se tega zavedamo? Ker je pomembno, kako nerazpršeno energijo imamo. O tem smo v enem prejšnjih posnetkov tudi že govorili. Bolj, ko imamo enotno in v en cilj usmerjeno, večji in močnejši imamo fokus. To nam prinaša učinkovitost in produktivnost, obvladovanje situacije. Nasprotno, ko imamo več vsakodnevnih motilcev, več nalog, več ciljev, vseh telefonov, mailov, sodelavcev, seznamov, kaj moramo narediti, družinska opravila, sorodniki, bolj je naša energija razpršena. Posledično imamo večjo možnost, da nastane kaos, da nam stvari uidejo izpod nadzora, da nismo učinkoviti in niti produktivni, da nismo uspešni. Pomeni nezadovoljni, frustrirani in pod izjemnimi obremenitvami, pod stresom. Že vidite, kam pelje tale pot? Tek na mestu brez vidnejših rezultatov, velik vložek in bore majhen izid. Output bi rekli. Izgorevanje, bolezen. Hkratna večopravilnost je iluzija. Ne primerjajte in ne ocenjujte zmotno uspešnih ljudi, podjetnikov, ki vodijo več poslov. Oni imajo ob sebi in za sabo celo četico pomočnikov, ekip, posameznikov, ki jim pomagajo, sodelujejo, vodijo. Predvsem pa to pomeni, da prevzemajo del njihovega bremena. Do tja pa so vsi ti uspešneži prišli po zelo ozki poti. Po poti ene pomembne zadeve, ki so jo kasneje širili in nanjo pripeljali in pripenjali še ostale. In ne obratno. Mi jih ponavadi vidimo, ko so že zdavnaj dosegli tisti prvi zadani cilj in so medtem dosegli že 10 in 10 novih, ki so si jih zadajali ob poti naknadno. Tako da bodite prijazni do sebe. Verjemite, da dosegate ravno nasprotno, ko se pretirano ženete, postavljate preveč oddaljene cilje in pričakujete, da lahko delujete, kot da imate 20 rok in nog, 3 rezervne glave in neomejen čas na voljo. Glavnina dela se opravi v glavi. Le preostanek fizično. Modrost je v tem, da znate izluščiti pomembno, da si določite prioritete in da pri tem ne pozabite, da niste neskončen vir namenjen trošenju in zgolj trošenju, temveč se morate med tem tudi vztrajno polniti. Res nehvaležna primerjava, ampak kot svoj telefon. Maham, veličastni umi, do naslednjič.